Danes sem se z veseljem odzvala povabilu kolegice ministrice za obrambo, da se udeležim posveta o sodelovanju Republike Slovenije v mirovnih misijah. Teče že 12 leto, odkar policija z svojimi predstavniki sodeluje v takih mednarodnih civilnih misijah. Sama tako udeležbo podpiram in naši predstavniki so se izkazali kot zelo uspešni in so lahko primer dobre prakse. Prepogosto pozabljamo, da ne hodimo na mirovne misije, zato ker to od nas zahtevajo velike države ali ker bi morali izpolnjevati svoje pogoje članstva v NATO in Evropski uniji. Hodimo predvsem zato, ker smo zrela demokratična država in ker hočemo prevzeti del odgovornosti za vzpostavljanje politično-ekonomske stabilnosti, za vzpostavljanje temeljev demokracije in visokega standarda človekovih pravic v državah, kjer so krizne razmere. In hodimo tudi zato, ker smo preživeli tranzicijo, ker smo vrsto let živeli v bližini okolja, kjer so tekli krvavi spopadi in pa tudi zato, ker imamo policijo in vojsko, ki je izkušena, ima znanje in voljo sodelovati. Prav je, da se danes pogovarjamo o dolgoročni strategiji pošiljanja slovenskih predstavnikov na takšne misije. Moramo vedeti, kakšni so cilji, ki jih želimo doseči. Moramo postaviti jasne kriterije, po katerih bomo izbirali ljudi, ki jih pošiljamo na take misije. Ne smemo pozabiti, da to niso samo vojaki, policisti, tožilci, to so tudi predstavniki Slovenije in to je ambasadorji Slovenije v javnosti. Hvala lepa. Vprašanje je bilo, predstavnica zunanjega ministrstva je napovedala, da se mora Slovenija do petka popoldne odločiti, koliko policistov bo poslala v Gazo. Kakšen je vaš predlog? Kakšne so vaše pričakovanje? Gre za odločitev na to, ali bomo na takšno krizno področje poslali mirovno misijo, civilno misijo, ki bo lahko doprinesla potrjevanju pomirjanju situacije. V Ministrstvu za notranje zadeve konkretne odločitve še nismo sprejeli. Pridobila sem mnenje strani predstavnikov policije. Sama osebno menim, da kljub temu, da je Gaza daleč, ne smemo reči, da to ni naš problem, se temu problemu ne smemo izogniti. Seveda pa je to odločitev, ki jo bo na koncu sprejela vlada, znotraj ministrstva pa ta razprava o končni odločitvi še teče, tako da danes še ne moram povedati, ali smo se že odločili. Ampak kakšna je bila pobuda, koliko recimo bi delež slovenskih policistov tam, kakšne znanja bi imeli, zagotovo pač to veste? Mogoče ne bi o konkretnih zahtevah, ampak če pogledamo, da v dosedanjih misijah slovenska policija sodeluje z 0,3% svojih predstavnikov policije, kot ni razumnik primerljiv evropski standard, kot imajo vse ostale. Me zanima za Gazo, kakšne bi želje, kakšne bi recimo lahko odeležbo Slovenci? Glede na to, da ta odločitev še ni sprejeta, da se še tehta, kaj se bo zgodilo, jaz ne bi dejala konkretnih pojasnili, do petka bo znano, kaj bo naredili. Možno vse rečete, kaj je v Bruslju, kaj so v Bruslju v okviru misije, ki tukaj, vsaj jaz osebno vem, da so nič javno znanega, da bi se pripravila kakšna misija EU v Gazi, razen tako morda bi šli, morda ne bi šli. Kako to, da že v petek naj bi mi Bruslju sporočili, ali gremo, ali ne gremo, s koliko policisti. In v bistvu nam je Benčinova že povedala, da gre za policijsko misijo, ne vojaško. Torej, neke podrobnosti so očitno že dodelane tudi v Bruslju. Glede tega vprašanja se koordiniramo tako z Ministrstvom za zunanje zadeve kot z Ministrstvom za obrambo. Gre pa za trenutno mogoče najbolj pereče področje z vidika svetovne in posledično tudi slovenske varnosti. V takih primerih se zgodi, da se lahko odločitve sprejemajo hitreje. Res, da imamo zdaj tam primerje, vendar je to izjemno krhko, lahko se vsak dan prekine. Varnostna situacija je problematična, veliko je odprtih vprašanj v zvezi s tem, s kakšno stopnjo varnosti lahko pošljemo naše predstavnike tja. In res, da je kratek čas, ampak mislim, da do petka bomo uspeli pretehtati, ali je to smotrno. Gotovo pa gre za poskus
čim bolj stabilizacije trenutno najbolj perečega svetovnega problema za varnostno situacijo. Kakšna je pravna podlaga za to misijo? Če je še kakšno vprašanje glede današnjega posveta, vse ostalo bomo sporočili, ko bodo sprejete končne odločitve. No, to niti okvirno povedati, niti kakšna je pravna podlaga? Sem povedala, če bo, ko bo odločitev, bo povedano vse ostalo. Danes je ta preliminarna informacija, da veste, kaj se dogaja. Če so še kakšno vprašanje v zvezi s posvetom, prosim, sicer moram odhiteti naprej. Prej ste govorili, oziroma z ministrico Jelšičevo ste omenili vzpostavitev nekega usklajevalnega telesa. Kakšna je vizija tega? Kdo bo to vodil? Kako ne bi to izgledalo? To je še ideja. Gre za to, da bi vse tista 3 ministrstva, ki imajo največ besede pri organizaciji civilnih misij, sodelovala, postavila skupne kriterije, kako se bo odločalo, katere ljudje se bo pošiljalo, po kakšnih principih se jih bo izobraževalo, zato da bodo te misije imele, da bodo dosegli svoje cilje, da se bo tudi Slovenija na takih mestih dobro predstavila, da bodo uspešno prenešene naše izkušnje, pa tudi, da se bomo mi kaj novega naučili. Danes se nismo pogovarjali, niti se ministrico nismo pogovarjali o tem, kako bo operativno teklo to sodelovanje, jaz se ga seveda predstavljam kot neko skupino predstavnikov različnih ministrstv, ki so poznavalci tega področja, ki bodo lahko predlagali konkretne strategije, katere bo potem sprejemala vlada oziroma posamezno ministrstvo. To je recimo podskupina Sveta za nacionalno varnost. Kot rečeno, o sami organizaciji še ni bilo govora, to je bila ideja, ki je bila danes dana, treba jo razdelati, razmisliti in potem sprejeti. Glede na to, da je že za sredo marca v bistvu napovedujete sprejemanje strateških odločitev na tej ravni, je to... Ampak nismo še sredi januarja. Če je še kakšno vprašanje, če ne... Kdaj boste bo gradivo za vlado pripravili za Gazo? Gradivo za vlado se pripravlja v skladu s poslovnikom, tako da verjamem, da pospeljamo... Kdaj bo predlog tega gradiva? Še kakšno vprašanje?